Lepo pozdravljeni. Poletne počitnice so se zaključile in z začetkom septembra so šole ponovno odprle svoja vrata. Na območju občine Krško sicer deluje 8 osnovnih šol. Na prvi šolski dan pa smo obiskali osnovno šolo 14. divizije Senovo. Prvi šolski dan je za otroke poseben dogodek, prav tako za njihove starše. Ker je prehod iz vrtca v šolo zelo vznemirljiv, pa tudi stresen, osnovne šole za prvošolce praviloma priredijo poseben sprejem. Dobar dan, želim prijazno dobrodošli. Hvala. Zdravo, ti si pa? Marcel, krasno. Kaj izvolite naprej? Na osnovni šoli 14. divizije Senovo je sprejem namenjen predvsem spoznavanju in druženju, pa tudi O tem, kaj bomo počeli skozi šolsko leto, spoznajo šolo in seveda, da lepo preživijo ta prvi dan tudi z malico, ki jim bomo pripravili posebno malico. V tem šolskem letu Senovsko šolo obiskujejo 304 učenci v 17 oddelkih. 43 prvošolcev so pozdravili v 2 oddelkih. Nekako število je sedaj že 2 leti enako, se pa povečuje, tako da tudi v prihodnjih letih pričakujemo še večje število. Naša občina ima 8 osnovnih šol in v celoti v vse šole vstopa danes 2550 otrok. Prvošolcev pa je 293 v vseh teh šolah, tako da je kar dober podmladek, dosti je mladih, ki stopajo na novo šolsko pot. Na osnovni šoli 14. divizije Senovo se sicer trudijo za vsestranski razvoj učencev. Izvajamo skoraj več kot 20 projektov, večjih in manjših. Med najbolj znanimi so šola kot UNESCO šola, šola kot zdrava šola, šola kot ekošola in pa šola kot kulturna šola in pa več manjših projektov. V teh projektih se povezujejo z učenci iz drugih šol. Vključeni so tudi v program Erasmus+. Sodelujemo z 5 državami iz Evrope, od Norveške, Belgije, Španije, Italije in seveda mi. Tema je šola v oblaku, kar je aktualna tema, se pravi, da nekatere vsebine se dajo v ta računalniški oblak in s tem seveda se učenci nekako lažje pridejo do teh vsebin in se potem tudi izobražujejo. Eno od gostovanj bo tudi pri nas in to bo za nas velik dogodek. Velik dogodek pa prav v tem tednu poteka za zelo uspešno šolsko ekipo, ki se trenutno nahaja na Filipinih in tekmuje iz znanja v angleškem jeziku. Saj so na tekmovanju v Ljubljani se uvrstili z 21 medaljami na naslednjo tekmovanje, ki se pripravlja na svetovno prvenstvo. To tekmovanje bo od jutri, se pa od torka naprej na Filipinih, v Manili. V občini Krško medtem nadaljujejo z investicijami na področju šolstva in predšolske vzgoje. Tako sledijo potrebam v osnovnih šolah in vrtcih. Večina šol je že obnovljenih, katere nas še čakajo, predvsem bi tukaj mogoče izpostavil osnovno šolo Koprivnica, kjer dograjujemo še 2 učilnici, urejamo kuhinjo, v jeseni pa je bila urejena tudi kotlovnica. Gradnja nove šole v Velikem Podlogu, kjer bi naredili 4 razrednico kot podružnično šolo Leskovške šole in pa seveda 4 oddelke vrtca. Dela na tem področju nikoli ne bo zmanjkalo, dodaja Stanko. Sicer pa bo nekaj sprememb v zvezi z organizacijo šolskih prevozov, predvsem v Podbočju zaradi nedavnega zaprtja mostu. Ravno v teh dneh se dogovarjamo za tehnične podrobnosti, kako naj bi to potekalo, je pa treba seveda upoštevati, da most ni prevozen v celoti. Upam pa, da na podlagi pogovorov, ki smo imeli na direkciji in pa tudi z inšpekcijo, da bo prišlo do spremembe, da bi vsaj dovolili prevoz osebnih vozil in pa peš promet, kajti most je sposoben tega prometa. Ravnatelj in župan sta učence opozorila tudi na previdnost na cesti na poti v šolo in domov. V tem in v naslednjem tednu bodo sicer za varnost vseh osnovnošolcev v okolici šol v občini Krško skrbeli člani Zveze šoferjev in avtomehanikov Krško, člani Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu občine Krško in policisti. Po osnutku predloga za bodočo pokrajinsko razdelitev države bi bila Slovenija razdeljena na 11 pokrajin. Vseh 6 posavskih občin bi bilo del Dolenjske pokrajine. V petek so se posavski župani in poslanci sestali na seji Sveta regije Posavje, saj se s predlogom ne strinjajo in zahtevajo, da se dosedanja statistična razvojna regija Posavje oblikuje kot ena izmed pokrajin v novem predlogu o ustanovitvah pokrajin. Strokovna skupina, ki je predlog pripravila, 11 pokrajin utemeljuje z 11 mestnimi občinami kot urbanimi centri.
Posavski župani se s predlogom ne strinjajo, saj kot pravijo, opiranje na to, ali ima posamezna regija v svojem okolju občino, ki je opredeljena kot mestna, ne more in ne sme biti edini pogoj oziroma kriterij za uvrščanje v posamezno pokrajino. V tem predlogu so kot centri pokrajin predvidene mestne občine, ne glede na njihovo velikost, na njihovo usposobljenost. Moramo vedeti, da je marsikatera mestna občina manjša, kot so občine v Posavju, in šibkejša po številu delovnih mest, predvsem pa po številu prebivalcev in velikosti. Jaz mislim, da gre tu za še en poskus, da se dejansko mestne občine privilegirajo, in seveda je za nas nerazumljivo, da bi bila Posavje pod Dolenjsko, pa ne samo to, Dolenjska bi bila, Ig, Škofljica, Grosuplje, Kočevje, pa Radeče, Brežice in pa tudi Metlika, kar pomeni seveda, da dejansko v taki regiji bi zelo težko našli skupni jezik. Seje Sveta regije Posavje so se udeležili tudi posavski poslanci državnega zbora. To je ena taka poletna bombica bila, ko ga je državni svet naredil. Mi poslanci sigurno nismo bili s tem seznanjeni in nikakor ne bomo podprli tak predlog, ker to se vidi, da to so mestne občine in Posavje, da bo šlo k Dolenjski pod Novo mesto, ni sprejemljivo za našo stranko, sploh pa ne, ker so nam že neki inštitucije odpeljali in če pogledamo druge predloge, ko so mestne občine in imajo manj prebivalcev kot samo Posavje, tako da nikakor nismo za to zadevo, mi ne bomo podprli, kar je državni svet predlagal. Svet regije Posavje zahteva, da se dosedanja statistična razvojna regija Posavje oblikuje kot ena izmed pokrajin v novem predlogu o ustanovitvah pokrajin. Kajti v zadnjih skoraj 30 letih je Posavje funkcionirala kot statistična razvojna regija in usklajujemo tudi projekte in delujemo dobro znotraj te regije. Mislim, da tudi, da bi se regije nekako razvijale na osnovi mestnih občin, je nepravičen in pravzaprav to pomeni, da dejansko tiste občine, ki so že bile v preteklosti v privilegiranem položaju, ki so bile konec koncev tudi politično nekako ustanovljene ob sami meji, prej z Italijo in pa z Avstrijo, bi bile v bistveno boljšem položaju kot druge. Zato seveda je moje mnenje, pa verjamem, da tudi mnenje Sveta regije Posavje, da bi morale se regije razvijati na osnovi statističnih regij, ki so že sedaj. Strokovni cilj uvedbe pokrajin je zagotovitev enakomernega policentričnega razvoja Slovenije, ki bo zagotavljal ustvarjanje delovnih mest v lokalnih okoljih. Kot poudarjajo, bi s priključitvijo v Dolenjsko pokrajino bile Posavju odvzete številne razvojne priložnosti. Nadaljujemo v Krškem, kjer počasi zaključujejo z izgradnjo obvoznice, ki bo bistveno pripomogla k prometni razbremenitvi samega mesta, skozi katerega se pelje 8000 vozil na dan. 1,25 km dolg krak skozi Žadovinek je namreč v sklepni fazi. Več v prispevku. Konec februarja so odprli tretji most čez Savo v Krškem in v juliju še manjkajoči del obvoznice od drugega mostu mimo Vipapa do krožišča pri tretjem mostu. Zdaj manjka samo še del mimo Žadovinka, ki se počasi bliža k koncu. Tako so v poletnih mesecih na južnem kraku obvoznice uredili odvodnjavanje in postavili robnike ter pod Eurogardnom uredili krožišče. Dela so trenutno v fazi asfaltiranja oziroma grobi asfalt že narejen. Je še kar nekaj dela potrebno na asfaltu narediti, vendar pa vsa dela poteka skladno z rokom in računam, da bo nekje v novembru letošnjega leta tudi objekt celoti dokončan in dan v promet. Septembra imajo v načrtih še ureditev 2 snojev asfalta s postavitvijo odbojne ograje, ureditvijo cestne signalizacije ter javne razsvetljave. Ob tem bodo uredili tudi potrebno projektno dokumentacijo za komisijski in tehnični pregled tega odseka. Skupen projekt je bil celih 14 milijonov evrov, vendar ta del, ki se je izvajal pa v lanskem letošnjem letu, to gre za južni krak obvoznice, zaključek mostu in pa del obvoznice pri Vipapu, pa znaša tam nekje okrog 6,5 milijona evrov. V dobršni meri je naložbo financirala Evropska unija. V celotnem projektu je to 8,7 milijona evrov od 14 milijonov
Tukaj tudi občina Krško prispeva kar zajeten delež, ostala pa seveda država oziroma Direkcija Republike Slovenije za infrastrukturo. Kot pravijo na občini Krško, bodo v septembru začeli tudi z ureditvijo in asfaltiranjem navezave kolesarske povezave Krško-Žadovinek na odseku od Novega mostu v smeri Žadovinka do obstoječe kolesarske povezave. Ta kolesarska povezava mimo Krškega pokopališča in Žadovinka mimo Modelarjev do Breg je bila namreč ob izgradnji tretjega mostu čez Savo prekinjena v delu pod nekdanjim Novolesom. Ker se je poklicna gasilska enota Krško v primerjavi z začetnim stanjem pred 38 leti okrepila tako kadrovsko, kakor tudi po številu vozil in količini zaščitne reševalne opreme, sedanje premajhne prostorske kapacitete že moteče vplivajo na izvajanje vseh nalog. Tako se je pokazala potreba po dodatnih prostorih za redno delovanje. Občina Krško bo že letos začela z deli širitve objekta, v katerem domujeta tako poklicna gasilska enota Krško kot prostovoljno gasilsko društvo Videm ob Savi. Gre za projekt celovite prenove in širitve stavbe, v katerem deluje poklicna gasilska enota Krško. S tem, da v južnem delu oziroma jugozahodnem delu naj bi posodobili prostore za prostovoljne gasilce, prostovoljnega gasilskega društva Videm, preostanek pa naj bi pridobili dodatne prostore za šolanje gasilcev, za potem garažne prostore. Skratka, gre za bistveno razširitev celotnega objekta, povečan obseg naj bi bil za približno dvakrat, glede na to, kakšen je sedanji objekt, ali še celo nekaj malega več. Z ureditvijo bo del degradiranega območja tovarne Vipa previtaliziran, gasilci pa bodo pridobili sodobne prostore. Predvsem bomo pridobili prostore novejše, bolj primerne za bivanje in za samo operativno dejavnost, ki je tudi za tehnologijo šla zelo naprej, tako da v bistvu delamo neko notranjo posodobitev in pa seveda zadostujemo potrebe tudi zaposlenim. Zdaj trenutno nas je 60 zaposlenih v zavodu. Ta številka je bistveno večja kot nekoč. Številka se je spreminjala, zato ker so tudi potrebe trga. Mi smo tudi prisotni na trgu, se pravi v podjetjih. Te potrebe se z dneva v dan večajo in trenutno nas je 60, od tega 56 operativnih gasilcev. Tako da potrebe po tem usposabljanju in po novih prostorih so res nujne. Objekt bo zadostil vsem tem potrebam, poudarja Stopar. Hkrati pa je bila naša želja, da vključimo tudi ostale službe, ki so v sistemu zaščite in reševanja, kajti cilj je, da se med seboj poznamo, da smo v nekem skupnem prostoru, kajti če do nečesa pride, bomo tudi delovali skupaj. V zvezi s širitvijo in obnovo objekta trenutno zaključujejo postopek izbire izvajalca gradbenih del. Na objektu ali pa na projektu PGE Krško je trenutno v fazi pridobivanja oziroma zagotavljanja sredstev, kajti projekt se je s prvotno predvidenim 2,6 milijona evrov podražil na 3,2 milijona evrov, nekoliko zaradi obsega, nekoliko pa tudi zaradi tržnih razmer, kjer so cene ponudnikov nekoliko višje. Naj bi v bistvu v mesecu septembru potem na občinskem svetu tudi potrdili ta dvig cen in s tem tudi omogočili, da se lahko v letošnjem letu projekt tudi začne izvajati. Financiranje bo v celoti breme občinskega proračuna. Začetek gradbenih del načrtujejo še v tem letu, gradnja pa naj bi trajala do leta 2021. Zdaj pa v Sevnico, kjer so predstavili posebnosti in novosti evropskega projekta Olje nekoliko drugače, v katerem sodelujejo Komunala Sevnica, Kostak in Komunala Brežice. Glavni namen projekta Olje nekoliko drugače je povezanost lokalne skupnosti, občin in regije Posavje v skrbi za trajnostno rešitev problematike odpadnega jedilnega olja. 1 liter odpadnega jedilnega olja lahko namreč onesnaži 1 milijon litrov pitne vode. Prebivalec Slovenije pa v povprečju odvrže 10,5 litrov odpadnega olja letno in z neprimernim ločevanjem lahko s tem onesnaži 10 milijonov litrov vode. Gre za ozaveščanje prebivalstva o tem odpadnem jedilnem olju. V preteklosti okoli te teme ni bilo veliko povedanega, samo da je možnost oddaje to na zbirnem centru v Sevnici. V sklopu projekta smo postavili 10 posod v občini Brežice, 10 v občini Krško, ravno tako v Sevnici in pa 5 posod v občini
občini Radeče. So bile pa lokacije skrbno izbrane, tako da so dostopne uporabnikom in da se ne vozijo po več kilometrov na zbirno-reciklažne centre oziroma da ne čakajo tiste odvoze nevarnih odpadkov, ki jih pač komunale izvajamo. V sklopu projekta so pripravili študijo, v kateri so opredeljeni posamezni cilji, prikazane so teoretične in praktične rešitve z področja odpadnega jedilnega olja. Nekako tukaj se v praksi pojavlja pri samem zbiranju problem, da uporabniki tudi zlivajo v kontejnerje, ki so namenjeni za zbiranje odpadnega jedilnega olja, tudi mineralno motorno olje. Nekako moramo poudariti, da ti kontejnerji so namenjeni samo za zbiranje odpadnega jedilnega olja, kjer če se pomeša motorno olje, nastane nevarni odpadek, ki so postopki predelave in uničenja veliko dražji kot pri samem jedilnem olju. Poleg postavitve 35 novih uličnih zbiralnikov za odpadno jedilno olje v posavskih občinah so izvedli številne aktivnosti osveščanja prebivalcev. Je zelo pomembno, da to vključimo v šole, to tudi vključujemo, da že tisti najmlajši izobrazijo svoje starše, babice, detke in da se potem to dejansko, da jim približujemo in da se to tudi izvaja. Tako da predvsem to, da olje, se pravi v tem konkretnem primeru, da zaključi svoj krog tam, kjer mora. In to nikakor ni kanalizacija ali pa kakšen kompost ali pa kaj podobnega, temveč predelava. To je tisto, da se krog zaključi. S tem projektom smo že veliko aktivnosti naredili, tako kot sem že prej omenil, z društvom za tretje življenjsko obdobje, z šolami in nenazadnje tudi v samih poletnih mesecih z zloženkami. Prihajajo delavnice izven sklopa tega samega projekta, tudi v okviru naše konferenčne dvorane bomo namenili kakšno delavnico samim občanom. Vrednost projekta znaša dobrih 200.000 evrov. Upravičenih stroškov brez DDV je 80%, tako da 80% vseh teh nakupov in pa aktivnosti, ki so bile izvedene in se še izvajajo, nekatere v zaključni fazi, bo sofinancirano. To je že tretje tovrstno sodelovanje posavskih komunalnih podjetij. Verjamem, da na prihodnji poziv, na katerega čakamo, da bomo še kakšen projekt skupaj zasnovali in si zastavili določene cilje. Ocenjujemo na vseh komunalnih podjetjih, da je potrebno nadaljevati z projektom. Nekako je predvideno, da bi bilo skupno število posod v občini Krško, trenutno imamo 15, da bi jih bilo 45 in pa nekako bi se z rednim odvozom potem tudi ekonomska računica izplačala. Hkrati pa moramo povedati, da kljub temu, da se bojo postavile nove posode, vršil odvoz, da na ceno ravnanja z odpadki v posavskih občinah to ne bo vplivalo. V sklopu projekta je tudi postavitev filtrirne postaje na zbirnem centru Sevnica, katere namen bo predelava zbranega odpadnega jedilnega olja v alternativno gorivo. V nadaljevanju sledi krajši pregled nekaterih tedenskih novic. V teh dneh so se zaključila gradbena dela sanacije plazu na Kalu, ki so potekala v poletnih mesecih. Plaz na območju ceste Šentjanž-Štajngrob je namreč v letu 2017 povzročil poškodbe, ki so se kljub utrjevanju ceste ob vsakem močnem deževju izražale v posedanju in drsenju materiala s ceste. Vodstvo in pripadniki civilne zaščite dežele Spodnje Avstrije so si za večdnevni obisk izbrali Slovenijo na podlagi dolgoletnega dobrega sodelovanja s civilno zaščito občine Brežice. Poleg brežiške občine in Posavja pa so avstrijski prostovoljci obiskali tudi Obalo in prestolnico. Po 20 letih urejanja in skrbi za zelenico stadiona Matije Gubca, pomožnih igrišč in okolice stadiona, je Marjan Jazbec Gašo odšel novim zgodbam naproti. Iz Krškega se namreč seli na Madžarsko, kamor so ga povabili k sodelovanju pri upravljanju novega sodobnega nogometnega stadiona v Zegedu. Temu čarodeju priprave nogometnih zelenic so se pred sobotno tekmo zahvalili v krškem klubu. Na seji vlade Republike Slovenije so se seznanili s tehničnim dogovorom z Belgijo glede usposabljanja skokov s padali. To do 13. septembra poteka na posavskem nebu. Kot pravijo v sporočilu, bodo 80 pripadnikov belgijske vojske z letalom C-130 in z vozili za transport pripadajoče opreme na letališču v Cerkljah ob Krki sodelovalo na usposabljanju skokov s padali z velikih višin in višin.
Od 23. do 25. avgusta je v Begunjah na Gorenjskem potekal festival Avsenik 2019, na katerem je nastopil tudi Jakob Štigl z Razborja pod Lisco. Absolutni zmagovalec mednarodnega Avsenikovega harmonikarskega tekmovanja leta 2018 in prejemnik prestižnega kipca Slavka Avsenika. V občini Brežice so lani začeli izvajati storitev brezplačnih prevozov za starejše, predvsem z namenom zagotavljanja višje kakovosti življenja. Storitev izvajajo v zavodu Sopotniki v sodelovanju z občino in Zavodom za podjetništvo, turizem in mladino Brežice. V teh mesecih pa zaradi vse večjega povpraševanja po prevozih k sodelovanju vabijo nove prostovoljce, ki bi pomagali krepiti medčloveško sodelovanje in širiti solidarnost do starejših, ki so ostali sami ali nimajo mobilnih zmožnosti. Poslanstvo Zavoda Sopotniki je, da želijo preprečiti ali prekiniti izoliranost in osamljenost starejših prebivalcev iz predvsem manjših, odročnejših krajev, ki zaradi oddaljenosti, odsotnosti avta ali slabih prometnih povezav skoraj ne zapuščajo doma. Veliko njih živi samih v bolj slabih socialnih razmerah in denarnih razmerah in dejansko se nimajo na koga obrniti, da jim pomaga nekako nabaviti tiste vsakodnevne stvari opraviti, se pravi nakup hrane, odhod zdravniku. Z brezplačno storitvijo pa starostnikom ne omogočajo le najnujnejšega, denimo prevoza do zdravnika. Vedno bolj se odločajo tudi za malo bolj sproščujoče stvari, se pravi, da grejo na obisk kak dom penzionistov ali pa tudi na obisk kakšnim sorodnikom, ki so v bolnici ali tudi na pokopališče, k prijateljem in tako, tudi vedno bolj za druženje. Sicer se mi zdi, da so dosti sramežljivi in si mogoče ne upajo prositi za kaj več, kot za te največje obveznosti, kot so trgovina in zdravnik. V Brežicah imajo trenutno 13 aktivnih prostovoljcev, a zaradi povečanega obsega dela k sodelovanju vabijo nove. Tudi zaradi samega dela, njihovega prostovoljskega dela, je to prostovoljsko delo, sicer je še vedno delo, ampak da ne bi seveda bili preobremenjeni in če se bo v prihodnjih letih še kaj razvijali s kakšnim dodatnim avtomobilom, seveda to ne bo dovolj. Boris Kovačič se jim je kot prostovoljec pridružil nedavno. V času našega obiska je opravil šele 3. vožnjo. In kakšna je izkušnja? Zelo lepa, prijetna, tako da ni mi žal, da sem se odločil za to. Veliko ljudi, predvsem opažam, da vozimo v večini. Te pa se mi zdi, da kar kličejo potem, da se nekomu odprejo, da se izpovejo svoje težave, pa malo prisluhnem, pa se pogovarjamo, malo se pohecamo in to je to. Sopotniki so sicer prostovoljni vozniki različnih starosti in poklicev. Prej sem že delal v eni drugi podobni firmi, kjer smo prevažali sicer otroke, ker sem šel zdaj v penzijo, pa da ne bi doma gnil, po domače povedano, sem se pač odločil, da praktično sem bil zmeraj med ljudmi celo življenje in da bi mi manjkalo, to je bila pa taka priložnost, da se spet srečam z ljudmi, da jim prisluhnem, da se lahko pogovarjam z njimi. Je pa že to moja želja od malega, še ko sem bil osnovnošolec, da bi bil poklicni šofer. Nikoli mi ni bilo dano, no zdaj se pa vabim s tem, da vozim malo na koncu. Se pravi, jaz sprejmem rezervacije, komuniciram z uporabniki, pripravi se potni nalog, ki ga prostovoljec sprejme dan prej na svoj mail in potem zjutraj prevzame ključe pri meni oziroma po dogovoru. Pregleda si seveda, kaj ga čaka, že en dan prej se je pripravil in krene do prve destinacije, na naslovu ljudi poberemo. Ampak načeloma je pri nas vse se vrti okoli komunikacije, mi smo stalno na vezi, kje smo, kaj se dogaja, tudi prostovoljce prosimo, da nam povejo, če opazijo kaj na terenu takšnega, kar bi bilo treba mogoče kaj pomagati, obvestiti še kakšno drugo službo. Vse, ki vas zanima prostovoljstvo, vabijo, da za več informacij obiščete njihovo spletno stran www.sopotniki.org, pišete na elektronski naslov info@sopotniki.org ali pokličete na telefonsko številko 041 744 947. Prostovoljci so sicer dobrodošli tudi v krški enoti Zavoda Sopotniki.
Za konec pa še na teniška igrišča. Krški tenisači so namreč že 5. leto člani prve slovenske članske lige. Obiskali smo jih tik pred začetkom nove sezone, več o sodelovanju v ligi in načrtih pa nam je povedal njihov kapetan Saša Božovič. Članska ekipa teniškega kluba Krško bo tudi letos nastopila v prvi slovenski teniški moški ligi, ki poteka pod okriljem Teniške zveze Slovenije. Tenis klub Krško je že 5. leto član te lige. Bili so vzponi padci. Liga se tudi iz leta v leto malo menja, glede na to, kako so močne tudi druge ekipe, zato ker vemo, da nekateri igralci igrajo tudi na turu, pa na drugih močnejših turnirjih. In je to zelo odvisno potem, kakšna je sestava ostalih ekip. Vmes smo uspeli eno leto osvojiti 3. mesto v državi, na kar smo zelo ponosni, mislim, da je to izreden rezultat. Imamo pa željo v bistvu nekako v tem zadnjem valu, ker smo tudi že mi v letih malo, v bistvu probati napasti tudi enkrat na osvojitev prvenstva. Krška ekipa je sestavljena večinoma iz igralcev, ki so teniško zrasli v Posavju. V bistvu v Krškem imamo kar nekaj naših lastnih igralcev. Nas je pa definitivno premalo, tudi malo smo že, se pravim, nismo več v tistih najboljših letih, pa moramo malo kombinirati s kakim podmladkom. Kar nekaj igralcev se nam priključi zaradi tega, ker smo imeli v prejšnjih letih kakšna sodelovanja, se pravi, ali je kdo od naših fantov bil trener komu, kakšen sparing partner ali pa kaj tako da smo pridobili kar ene par igralcev iz zunanjih ekip, ki nam bodo pomagali pri skupnem uspehu. Prva liga je vsaj v slovenskem teniškem svetu izjemno strnjeno tekmovanje. Odigra se v bistvu prvi kvalifikacijski del, se odigra praktično v enem tednu, kar je za vse ostala ligaška tekmovanja kar malo smešno, težko razumeti, ampak se pravim, mi bomo odigrali v bistvu prvo tekmo v četrtek, 5. septembra, in sicer gremo v Maribor, igramo proti teniškem klubu Branik. Potem imamo isto soboto, torej 7. 9. imamo tekmo v Ptuju, proti TK Ptuju, in pa v nedeljo gostimo tukaj ŽTK Maribor, ki je tudi favorit te skupine, tako da bo po moje dobra tekma. V prvi članski ligi sicer letos nastopa 8 ekip. Igra se v 2 kvalifikacijskih skupinah. Ko se ta del odigra, se potem igra naprej v bistvu Final Four, se pravi najboljše 4 ekipe igrajo za naslov prvaka, zadnji 2 ekipi igrata pa za v bistvu zadnje mesto, ki potem igra s prvakom druge lige za izpad oziroma za mesto v prvi ligi. Minula sezona je bila za krške tenisače slaba, pove Božovič, saj so bili igralsko podhranjeni, imeli so tudi smolo s poškodbami. Potem je še prišlo do nekih premikov tekem zaradi slabega vremena, in ker je to ni profesionalna ekipa, se pravi fantje hodijo v službe, se nam je stvar tako slabo obrnila, da v bistvu smo bili na zadnjem mestu in smo v bistvu dobili priložnost za zeleno mizo smo dobili priložnost ostati v ligi, tako bom rekel. S tekmovanji torej pričnejo že v četrtek, v nedeljo pa bodo nastopili na domačih igriščih. Iz vsega srca bi rad povabil vse gledalce vaše televizije in pa vse Krčane, da se pridejo pogledati teniški klub Krško, kako igra v najvišjem državnem tekmovanju. Zagotavljamo precej visoko kvaliteto tenisa, tukaj v našem lokalčku lahko tudi spijejo kako osvežilno pijačo, tako da bomo zelo veseli vsakega gledalca, ki nam bo pomagal verjetno tudi pri kakšni točki. Spoštovani gledalci, drage gledalke, s tem povabilom zaključujemo Posavski tednik. Vabljeni v našo družbo tudi prihodnji torek. Do takrat pa hvala za pozornost in lep pozdrav.